Dober dan in lepo pozdravljeni na mojem kanalu. Danes vam bom v tem obilju naših cvetlic, Money Tree, tudi cvetoče, nekako na pomlad prikazala uporabo naše zelo iskane kreme, naravne kreme Abundancija. Namreč mi smo leta 2015, če ste kaj spremljali druge videe, ste že to spoznali, sem jih 9 skupaj naredila, namreč na temo čaker, ampak ker smo jih pa energizirali oziroma ustvarjala sem na način, da iz najboljših sestavin, ki so potrebne za kremo, naravne seveda, in z naravnimi eteričnimi olji sestavim energijsko najmočnejši vpliv za aromoterapijo, se pravi, da ko se mi namažemo z določeno kremo, ne glede, kje se namažemo, čeprav so pri vsaki določeni bolj pomembni deli kot nekateri drugi, v glavnem, ko se kjerkoli namažemo, se pravi, krema je namenjena tako za obraz kot telo, in vedno, ko se namažemo, gre na način, da se potem skozi eterično telo ta vonjava razširi na zelo tak intimen in fini način in potem pride do primerne čakre, razporedi energije in na ta način pride do notranjega samozdravljenja telesa. Kot ste videli, sem malo dlje časa spravljala kremo v prvem nanosu ven, kajti ta embalaža zagotavlja, da naše naravne kreme obstojajo dlje časa. Namreč tiste kreme, ki jih se direktno odpre in pride v stik z zrakom, če so naravne, se to potem mora porabiti v 2-3 mesecih, če pa so zapakirane, se pravi, da zrak ne pride zraven, pa je seveda potem oziroma dlje časa lahko držijo, da so smiselne in uporabne in kvalitetne. Dlani, dlanske čakre so prve čakre, ki zagotavljajo dobro obilje. Namreč mi smo svetlobna bitja na Zemlji in za svojo prizemljitev potrebujemo malo več veščin, predvsem delovnih navad, ročnih spretnosti in stika z naravo. Zato je Zemlja, vrt in vse to, kar bo na pomlad se odpiralo, delo in vse to, nas v bistvu prizemlji na tako lep način. No in naša Abundancija, če si jo namažete na dlanskih čakrah, se pravi središčnih, na prstih, na prstnih blazinicah so mini čakre drugih, recimo grlena, srčna in podobno, tako da korenska čakra je tista, ki zagotavlja nemoten prihod obilja, stik z naravo, stik z zemljo in zagotovitev potreb, ki jih človek ima, izpolnitve seveda. No in imamo, se pravi, 5-4 mini čakre korenske in eno glavno. Glavna je seveda naša zadnjica, zato se priporoča, da se z Abundancijo namažete po zadnjici in tudi po nogah, se pravi po središču podplatov in središče dlanskih čaker, tam so energije in potem začutite, kako je, če vibrira to po vaših energijah. Na ta način vam bo Abundancija najhitreje pripomogla k dobremu energijskemu odpiranju za blagostanje. Tudi seveda namaz je smiseln po obrazu, po celem telesu. Po obrazu se mažete z namenom, da se odpirate obilju. Ta posvečenost mazanju je smiselna, kajti takrat, veste, če ste spremljali moje tisto, ko sem govorila o ažni, naša ažna je fokus, jasnost in da se usmerimo v to, kar počnemo. S tem imamo večji učinek. In če se mi usmerimo, ko delamo ali pa se mažemo z kremo Abundancija, jaz sem tehnica po horoskopu, pa mi je to eden izmed lepših hobijev, ki je postal potem del mojega poklica ali poslanstva ali kakorkoli, no in ta mazanje vam naj bo užitek v smislu, da je namenjeno uživanju obilja na Zemlji. Ste na Zemlji, ste povezani z sabo in z energijami vibracij obilja, na blazinice si namažete kremo in potem greste po celotnem obrazu na način, da se namažete z vibracijo obilja, da se odprete obilju in boste videli ne samo po nekaj minutah, ampak dlje časa se bo začelo energijsko odpiranje regeneraciji, mladosti, ne tisti nasiljenja, veste, pač tisti naravni vaši mladosti, ki živi v vas. Življenjska energija se namreč, ko mi okrepimo korensko čakro, se naša življenjska energija
močno poveča, okrepi, kar pomeni, da se regeneracija aktivira globlje, bolje, hitreje se vse postavi na novo. In naša ta krema Abundancija je namenjena prav vam, ki vas zebe v noge, vsem vam, ki imate kakršnekoli alergije, kajti alergije, avtoimune bolezni so pomanjkanje stika z zemljo, pomanjkanje prisotnosti v tistih energijah, kjer je treba pokazati moč, jasnost, direktnost, tudi ponos. Ponosni ste lahko na vse tisto, kar ste dobro naredili, dobro svetovali, dobro, nekaj dobrega naredite in vedno ste potem na tisto ponosni. To je en tak samoiniciativni notranji potem perpetuum mobile, da se energije same po sebi ustvarjajo. Pri Slovencih je to malo težava, zato ker ponos se nam zdi, da je to, da moramo biti skromni, lažno skromni. Nekaj narediš najbolje možno in po vseh ostalih narodih bo vsak ponosen na to, kar je naredil. Pri Slovencih, tudi če bo ponosen, ga bojo vsi ostali, kaj se zdaj nekaj ven mečeš. Se pravi, pri Slovencih imamo to težavo in zaradi tega tudi težave s sprejemanjem obilja, sprejemanjem hvaležnosti za obilje, vse to nekako sprejemanjem, tudi darov, rajši dajemo, kot sprejemamo, predvsem zaradi tega, ker so nas naučili, da moramo biti nekako lažno skromni. Normalna je ena taka skromnost v smislu, da se ne mečeš ven vsakih 5 minut za stvari, ki v bistvu jih, ne samo da nimaš pojma, niti jih nisi ti delo, se pravi, ne kitimo se s tujim perjem. To se zdi meni lepa vrlina. Ampak, da si pa ponosen na stvari, ki si jih naredil, na diplomo v šoli, na lepo pospravljeno kuhinjo, na pasjo utico, ki ste jo sami naredili. Vse to, ali pa obnovili, vse to je tisto, kar ustvarja obilje. In če imate dober dan, recimo idealen dan za takšno občudovanje, so nedelje. Recimo, jaz sem bila vedno kot otrok vesela, ko so prišli obiski, jaz sem vedno rada imela obiske. In ko je potem stara mama in mama sta šle čez vrt in razkazovale, kako kaj raste, ker je vse v obilju raslo. In to so bili meni najlepši trenutki, ker prvič, da sem doživela, da se nekdo ne hvalil, kako meni to dobro dela, ampak z eno hvaležnostjo in ponosom, kaj vse se je zgodilo v tistem vrtu od prejšnje nedelje, ko je bila ta oseba tudi na obisku. Se pravi, ta sodelovanje, ponos aktivira vaše obilje in preko Abundancije se to začne zelo dobro in hitro rojevati, aktivirati. Če čutite, kadarkoli, ko recimo bi mogli reči svojo ceno ali pa postaviti eno ceno za svoje dejavnosti ali pa ko greste plačevati položnice, pa vas povsod nekje zadrgne, prej se namažete z Abundancijo, zadihate v svoje srce in s hvaležnostjo plačate za stvari, ki ste jih že porabili. Ponavadi je to za elektriko in na tak način. No, na točno takšen način sem se sama izkopala iz enih tistih osnovnih res revščin, ko v bistvu nimaš sproti za položnice, tako da razumem to stisko, ampak sem jo v bistvu premagala prav na način, da sem prenehala razmišljati o minusu, se pravi bati se stvari, naredila red v financah, zapisala vse, kar stroške in vse, kar sem zapravljala, bolj kot tisto, kar sem pridobila, kajti včasih človek lažje vidi svoje slabe navade skozi zapravljanje. No in potem sem se naučila sproti plačevati z hvaležnostjo, takoj sem plačala vse položnice, če sem seveda imela denar za to. V glavnem, s temi mini koraki sem potem pridobila eno tako zadovoljstvo okoli denarja, ni me bilo več strah pogledati v to področje, hkrati sem si uredila denarnico, nisem not nosila več vseh prsmodarij ali pa računov še posebej. Se pravi, v denarnici ni dobro imeti računov, kar je minus, ampak samo stvari, na katerih je plus. Tudi svoje bančne kartice, če jih še imate, potem čim prej jih pospravite, v glavnem, aktivirajte se v tak plus, da ste zadovoljni z vsem, kar je v vaši denarnici. Če bi vas zanimala energijska kartica za obilje, spodaj v komentar lahko napišete, v kratkem jo bomo izdali v smislu na način, da vas bo pritegnila in povezala res z globokim obiljem, sočasno vam bo pa ta krema Abundancija pomagala, da se to zgodi brez kakih večjih travm, brez kakih večjih problemov. Redna uporaba Abundancije v 3 tednih prinese velike rezultate. Najhitreje, najboljše je,
če se jo namažete, recimo sama, ko sem čutila strahove, sem se potem z njo mazala po trebuhu pred spanjem. Prvič dobro diši, drugič se potem sprostijo energije skozi noč in nekako sem potem ali odsanjala problematične stvari, ali pa so se potem naslednji dan pojavile rešitve, brez da bi jaz kaj na to temo delala. Tako da te naše kreme so ne samo naravne in lahko jih uporabljate kjerkoli, kadarkoli, so tudi eterična olja so vsa naravna, tako da ni noter ničesar, kar bi spodbudilo karkoli umetno reakcijo v vas. Potem smo pa zaradi okolja, vpliva vaših prostorov na vas, pa razvili tudi iste kvalitete energijske spreje. Spreji pa omogočajo, da vi lahko pomagate tudi svojim bližnjim, kajti jaz verjamem, da ne boste mogli prepričati partnerja ali pa svojih otrok ali pa staršev, da se zdaj vsi mažete s tole abundancijo, zato da bi prišli do blagostanja, lahko pa preko spreja, ki je namenjen prav obujanju obilja in očiščevanju energij v prostoru, je tudi informiran na to temo, se pravi, z nekajkrat poškropite po kotih. Odlično je, če to naredite pred ali po čiščenju. Jaz sama včasih naredim prej, še posebej z Artemidom in drugimi spreji, ki mi odprejo jasnost, medtem ko abundancijo uporabljam na koncu, ko vse počistim, za piko na i, da se obilje usede v naše stanovanje, poškropim po kotih, predvsem na jugozahodu, kjer je prostor za obilje, ker pa imamo tam televizor in vso to elektroniko, je to pri nas kritični kot in potem skrbim, da so tam vedno sveže energije, ker ni veliko svetlobe, imam tam celo umetne vrtnice, čeprav nisem pristaš tega, ampak potem te umetne vrtnice poškropim z abundancijo in lepo dišijo, tako da so se včasih kakšni obiskovalci celo zmotili in so mislili, da so prave. Kajti so videti sveže, aktivne, dinamične in so super. Se pravi, z abundancijo lahko poškropite celoten prostor, sprejem za prostor in auro, lahko pa tudi takrat, ko recimo želite se odpreti obilju bolj, se aktivirati v to smer, poškropite nad glavo 2 do 3, dovolite, da se ta v bistvu oblak obilja iz abundancije spusti v vaše energije, nekajkrat globoko zadihate, čutite stopala, dlani in zadnjico, to so te točke, ki jih je treba za obilje vedno dobro čutiti, kar pomeni, da se potem lahko dobro energije spustijo do kraja. Kaj to pomeni, če vam te nasvete govorim? To pomeni, ko greste na razgovor za službo, da je dobro, da ste čim bolj prizemljeni v smislu, da imate dobre težke čevlje, da vas prizemlji, da imate dlani povezane, se pravi, da niste odprti, da vam energija ne odteka. Dostikrat boste videli, da so tudi vaši spraševalci oziroma druga stran ima zaprte dlani, se pravi, da z dlanmi držite eno svojo notranjost, mir in pa energijo blagostanja, ki ga malo prej natrenirajte, da ne boste tam na razgovoru trenirali. In potem včasih se, veste, kaj se zgodi, da se v bistvu ni treba pogajati za boljšo ceno, ampak da ste, ko ste vi v svojih najlepših energijah, vam vaš šef bodoči ali pa, ko se greste za napredovanje, da vam sam daje takšne pogoje, ki vas veselijo in jih lahko mirno sprejmete. Moj nasvet je, da takrat, ko ste vi zadovoljni s tistim, kar vam šef predlaga, da ne greste iz provokacije višati, kajti to potem naredi kontraučinek. A veste, včasih imamo minimalno, recimo, koliko bi želeli za določeno povišico in imamo recimo v glavi 120 evrov in potem vaš šef reče, da vam bo povišal za 150, se pravi za 30 evrov več, kot ste vi želeli. In se v vas zbudi en tak del, ki je provokatorski ali pa izkoriščevalski in bi želel in si misli, jaz sem prenisko, vaš notranji ta hudiček, ki vas spelje na stran pot in vaš ta notranji tihi, temni del si reče, lega, ta več mi je ponudil, ko sem jaz hotel, se pravi, lahko še več dobim, če se bom pogojeval in vi greste potem in rečete, ne, želim 170. In to, verjemite, iz prve roke vam povem, to bo vašega šefa tako razjezilo, da vam ne bo dal ne 150, niti vašo
prvo, ki ste jo vi želeli, ampak bo gledal na to, kako se vas ne reši. Zakaj? Ker vsak, ki nekako, če vi greste, da delujete po svoji vibraciji, boste v bistvu naredili kontra učinek in želeli zlorabiti dobro voljo, dobro energijo tistega, ki jo je pokazal. Odreagiral je na vaše vibracije. Dal vam je več, kot ste želeli, in na ta način v bistvu ste pridobili več, kot ste hoteli. Če vi to zlorabite, se bo nekaj v vas umaknilo, boste šli iz napačnega prostora energijskega, šef bo na to odreagiral in vi boste na slabšem. Zakaj vam to govorim pri uporabi abundancije? Da boste lažje, bolj plastično videli, kako to potem vpliva, in z redno uporabo naših izdelkov, v tem primeru kreme in pa energijskega spreja za avro in prostor abundancije, se lahko potem naučite uživati v svojem obilju, s hvaležnostjo pristopite šefu in iskrenostjo. Jaz bi recimo na tem primeru, ko bi šef dal več, bi rekla, super, sem že z manjšim bi bila zadovoljna, ampak tole sem pa res hvaležna. Se bom potrudila, da bom to višjo tarifo ali pa višji dodatek izpolnila, to zaupanje, ki ga doživljam od vas. Se pravi, s hvaležnostjo se gradi naprej obilje, ne s pritiski. Čeprav ameriške, veste, šole vas učijo, bodite drzni, pregovarjajte se, postavite se zase. To v tisti ekipi, kjer vi želite delati, ni pametno. Če imate takšno ekipo, pa ste od tega utrujeni, je logično. Če niste tak tip, da bi se hoteli ves čas bojevati pa driblati, potem niste za tja. Potem ste za kam drugam, kjer boste bolj v harmoniji doživljali. Namreč jaz sama se ne cenkam, da bi šla v arabski svet, na tržnici takoj v golfajo, jaz bi dala prvo ceno in vsi bi mislili, da sem živa budala. Meni to ni hobi. Jaz postavim svojo ceno, ki so nizke, prenizke, ampak za slovenski trg realne, zato jih imamo takšne, ampak potem se ne cenkamo. To so naše zelo, zelo realne za slovenski trg cene. Nekje v eni drugi državi bi bile dosti višje, ampak smo logični. Mali narod smo, mala delovna kapaciteta in revščina je pred vrati, če ni že kar krepko v domovih, zato smo realni. In realnost je tista, prizemljenost je tista, ki vas potem dviguje, da lahko rastete. Zdaj sem zafilozofirala tako kot vedno, to je moj naravni talent, se opravičujem. V prejšnjem življenju sem bila 100% župnik in nedeljske pridige mi samodejno pridejo ven. Abundancija je tista, ki je energijsko najhitrejša pot do vašega obilja, do sproščenosti, tudi do dobre krvi, tudi do tega občutka, da živite življenje. Abundancija bo v letu 2023 zelo iskana, kajti vladar bo Mars in pa Pluton in boste želeli okrepiti svoje moči za življenje. Lahko se k temu lepo prej pripravite in si jo nabavite čim prej, jo začnete uporabljati in boste potem dosti močnejši v dobrih delih, ne samo v drugem letu, ampak že letos. Hvala vam za pozornost in srečno.